Prehajamo na četrto točko, predlog programa oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik za leto 2024, obdobje 2022-2025. Predlog programa je objavljen v gradivu številka 10. Predlagatelj župan, poročevalca pa Timotej Štritov in pa gospa Vesna Blagojevič. Besedo ima gospod Timotej Štritov, izvolite. Hvala za besedo in lep pozdrav tudi z moje strani. Torej, predlaga se sprejem programa oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik za leto 2024, skladno z občinskim odlokom in drugimi predpisi iz tega predmetnega področja. Program je, tako kot prejšnja leta, pripravilo komunalno podjetje Kamnik kot koncesionar na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe. Program zajema vsebino, kot jo zahteva oziroma določa 25. člen uredbe o oskrbi s pitno vodo. Med drugim pa iz programa izhaja, da je za leto 2024 načrtovanih 1.155.980 evrov prihodkov, torej iz naslova vodnih povračil po vodarine in prav toliko odhodkov. Od tega je za redno vzdrževanje predvidenih 1.066.660 evrov. V proračunu pa je za leto 2024 iz naslova omrežnin, torej za namen investicijskega vzdrževanja javnega vodovodnega sistema predvidenih 540.000 evrov. Hvala. Hvala, odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine. Besedo ima Natalija Berlec. Dober dan, še enkrat se opravičujem v imenu delovnega telesa. Sem želela samo na nekaj smo opozorili, oziroma naš kolega gospod Uršič in pa gospod Pogačnik sta izpostavili vprašanje glede vodovoda Vranja Peč Velika Lašnja, koliko znašajo stroški dovoza vode in kdaj bo omenjeni vodovod zgrajen, pa smo se nekako dogovorili, da do seje priskrbite pač te podatke, tako da bi prosila. Hvala lepa. Hvala, besedo ima Matija Šporar. Hvala za besedo in lep pozdrav tudi v mojem imenu. V naši svetniški skupini podpiramo predlagani program oskrbe s pitno vodo. Se nam pa ob tem zdi pomembno, da se v najkrajšem možnem času vzpostavi tudi prvotno stanje glede na poplave, na obdobje, ki je bilo pred lanskoletno poplavo, in da se čim prej sanira predlanih 6 prioritetnih odsekov. S tem bo pa tudi zagotovljena dobava vode vsem uporabnikom, da bo tako ustrezna in tudi zdravstveno neoporečna. Hvala. Hvala. Svetnice, svetniki. Besedo ima Matija Siter Močnik. Ja, hvala lepa za besedo. Če sem prav seznanjen, ne bi se letos iztekla koncesija za to vrstno gospodarsko javno službo, pa me zanima, ali držijo podatki, da ne bi v prihodnje skladno zakonodajo moglo biti podjetje, ki bo upravljalo s tem v 100% občinski lasti, če ja, kakšni so potem plani, kako bo šlo to naprej. Zanima me enako, kot je bilo izpostavljeno glede vodovoda Palovče Vranja Peč. Mislim, da se voda trenutno dovaža gor. V preteklosti smo že govorili o prevezavi, mislim pa, da je zdaj izpadali iz investicije, se pravi, kdaj bo to planirano. Nadalje je pri pregledu hidrantov ugotovljeno, da hidrantno omrežje Kamniška Bistrica, Gozd in Kališe ne zagotavlja dovolj požarne vode. Pa me zanima, kaj to zdaj v praksi pomeni, ali morajo potem gasilci na intervencijo dovažati cisterno, oziroma kako je tle potem v skladu z zakonodajo, glede na to, da ne dosegamo tega. Iz poročila izhaja, da ima komunalno podjetje 2 zunanja izvajalca za strokovno svetovanje, in sicer NLZOH in pa podjetje Vareka. In me zanima, kaj zajema to strokovno svetovanje, oziroma če je v prihodnje to možno upravljati znotraj samega koncesionarja. Na strani 31, kjer so podatki o vodovodnih sistemih, vodovodni sistem Kamniška Bistrica je podatek vtok v vodovodni sistem 1.130.000 kubičnih metrov. Vkolikor pa seštejemo vso prodano in pa neprodano vodo, pa pridemo na količino 130.000 kubičnih metrov, se pravi milijon kubičnih metrov preveč je tukaj podan. Zanimivo je pa to, da je tudi v programu za leto 2022 enak podatek in tlele mi ta zadeva ne gre lih najbolj skupaj. Sporočila tudi izhaja, da recimo na vodovodnem sistemu Ivarje beležimo 17% izgube vode. V praksi to pomeni, se pravi, da izgubimo vsak 6. liter
vode in me zanima, kako bi se dal to preprečiti oziroma posledica česa so relativno visoke izgube, ki so više tudi v primerjavi z ostalimi vodovodnimi sistemi. Pa kar mi je še padlo v oči, je na strani 29 en stavek, se pravi v prihodnosti pa bi bilo potrebno z namenom zmanjševanja vodnih izgub sistematično pristopiti k obnovi dotrajanih odsekov vodovodnega mrežja, v okviru investicijskega vzdrževanja vzpostavitvi merilnih mest pretokov, opremljenih z daljinskim nadzorom. Kar me tukaj bode v oči, je to bi bilo potrebno, se pravi, ali se bo to izvajalo ali ne. Kar je pa še bolj zanimivo, je pa, da je ta identičen odsek napisan tudi v programu za leto 2022. Če zdaj prav razumem, to se od leta 2022 k temu ni pristopil. Hvala. Hvala. Besedo ima Aleksander Uršič. Ja, hvala za besedo. Tako kot je že povedala predsednica odbora za prostor, komunalno ureditev in varstvo okolja, sem tam podal vprašanje, ker se iz leta v leto ponavlja v bistvu praktično isti tekst pod vodovodni sistem Palovče in vodovodni sistem Vranja Peč Velika Lašna. Sem že prav nazaj pogledati, od 2021 je v bistvu skozi ista zgodba. Prej je bilo do novembra 2019 se iz sistem napajal iz površinskega zajetja Somarček, pol je pa prišlo do nekih posegov in od takrat naprej ni po priporočilih Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano v Kranju oporečnost vode ni primerno za uživanje in je distribucijo potrebno zagotavljati s prevozom pitne vode s cisterno. Kar pomeni, da v bistvu že 5. leto vozimo vodo, kar seveda ni zastonj. Zato sem podal vprašanje, koliko stane prevoz vode, ali na teden ali na mesec, koliko je, predvidevam, da glede na to, da piše, da v prihodnosti je načrtovana povezava vodovodnega sistema, to iz leta v leto to piše, da je tudi projekt že, vsaj ocena projekta, če ne že projekt pripravljen. Na odboru smo dobili odgovor, da je v pripravi gradbeno dovoljenje, v pridobivanju in upam, da zdaj imamo tudi odgovore na tisto, kar sem že na odboru vprašal, pa danes ponovo. Hvala. Hvala. Beseda ima Aleš Lipičnik. Hvala za besedo. Oskrba z vodo je ena od tistih, po moje, najbolj problematičnih stvari v občini, ker neposredno zadeva zdravje in je naš verjetno najbolj neposreden stik z okoljem, ki ga imamo. Glede na naravne danosti, ki jih imamo v Kamniku, je popolnoma logično, da oskrba s kvalitetno, verjetno eno boljših v Evropi vod, ne bi smeli predstavljati problema. In 15 let nazaj je temu bilo tako, ker smo takrat delali analize, ki smo postavljali polnilnico na vrhu Črnivca, je bil kamniški vodovod boljši od 80% takratnih vod v plastenkah. Zdaj, je na pritoževanje družine sem dal narediti sam analizo in ugotovil, da imamo velike težave z vodo, tako biološko kot tudi kemijsko, ker po tistem, ko so bile biološke analize slabe, so bile po tistem kemijske analize slabe, ker pomeni, da je bila vsebnost klora taka, da so se tu v kabini skoraj zadušili, ampak pustimo podrobnosti. Tisto, kar bi rad povedal, je naslednje. Sicer pa za analizo te vode kamniške so delali tudi na srednji šoli Rudolfa Maistra, da se ne bomo sklicali na mojo, ki je gotov pristranska in se lahko na Rudolfu Maistru oglasite in vidite primerjavo kvalitete vod, kjer je primerjava tudi ljubljanski vodovod, ki je bistveno boljši od kamniškega. Ampak pustimo podrobnosti. Jaz mislim, da tukaj na tem področju, ki je eno prioritetnih, vsaj kar se tiče vseh, ker smo pač vsi uporabniki vode in ker je neposredno povezana z zdravjem in z dobrobitjo vseh občanov, res tako zelo pomembna, da se sploh, jaz si težko predstavljam,
Zakaj se kolikrat na mesec smo naredili analizo sami, je občina zahtevala kakšno analizo kvalitete, koliko časa obnavljamo vodovod po lanskoletnih poplavah. Z Kikom je še vedno cev, ki je odprta oziroma zasuta z enim kupom peska in tako naprej. Tako da prej smo imeli gospoda z policijske postaje, ki nam je razlagal o vandalizmu mladih. Jaz mislim, da tisto, kar mi počnemo z vodo, vandalizem prvorazredne vrste in v prvi vrsti se moramo zavedati, da vzgajamo z zgledom, kar pomeni in zgled, naš zgled, kako ravnamo s stvarmi, je verjeten tisti, ki se ga mladi naučijo. In zdaj, če se z mopedi vozijo naokoli, je to v primerjavi s tem vandalizmom, ki se ga gremo mi, ena malenkost, ki najbrž nikogar ne boli. Zdaj bi se morali v prvi vrsti, ne glede na strankarsko pripadnost, vsi tukaj v tej dvorani zavedati, da moramo ravnati prav, tako kot je v dobro občanom, ne kot je v interesu parih ljudi, ki nam krojijo usodo. Hvala. Hvala. Beseda ima gospod Timotej Štritov. Izvolite. Hvala. Hvala še enkrat za besedo. Zdaj, najprej, kar se tiče tega vodovoda Vranja Peč, Velika Lašna, zdaj trenutno se res še vedno voda dovaža z cisterne, se pravi nekako groba ocena, zdaj kakšno leto je strošek mogoče večji, kakšno leto manjši, ampak neka groba ocena je približno 50.000 evrov na leto stane ta prevoz vode. Pripravljena je projektna dokumentacija, se pravi DGD za pridobitev gradbenega dovoljenja, pa tudi projektna dokumentacija, se pravi PZI za izvedbo del, se pravi projektantska ocena za izvedbo te povezave vodovoda je nekaj manj kot 358.000 evrov brez DDV-ja. Trenutno je pač v NRP-ju za leto 2025 predvidenih 250.000 evrov. Tako da tukaj pravzaprav, kar se tiče v dokumentaciji, je vse pripravljeno za vložitev vloge, razen pač treba je zagotoviti sredstva, pa pridobiti vse potrebne služnosti, glede na to, da je trasa relativno dolga. Tako da z lastniki bilo treba služnostne pogodbe skleniti. Kar se tiče sanacije po poplavah, v bistvu je bilo veliko stvari že narejenih, določene stvari se bojo začele izvajati, nekatere stvari še čakamo na potrditev dokumentacije strani državne tehnične pisarne, kjer zadeve tečejo majhen počasneje, kot pa so, oziroma kot bi si sami želeli. Je pa tako, da mislim, da kljub temu, ne glede na poplave, pa vse, kar se je dogajalo od poplav naprej, pa ne glede na to, da je še kar precej infrastrukture še potrebno sanirati, da ves čas nekako imajo vsi naši prebivalci zagotovljeno ustrezno pa primerno oziroma primerno vodo. Kar se tiče koncesijske pogodbe, se res izteče s koncem letošnjega leta. V zvezi s tem bi več lahko upravljavec povedal, ampak načeloma vodne izgube so nekako se pojavljajo ves čas oziroma so ves čas težave s tem, ampak to ni pač samo specifika našega vodovodnega sistema, ampak to se pojavlja povsod. Smo pa, kar se tiče daljinskega nadzora, nekaj stvari že naredili konec prejšnjega leta, pa tudi v letošnjem letu se že to načrtuje, tako da jaz mislim, da bo, kar se tiče daljinskega nadzora, mislim, da je primarno, da bomo naredili na vodohramu Podgorje, pa še na nekaterih mestih, no, tako da nekako imamo kar nekaj stvari v načrtu, da se še v letošnjem letu naredijo. Tako da toliko z moje strani. Hvala. Hvala. Še kdo? Beseda ima Aleksander Uršič. Hvala za besedo. Malo sem mogel globok sapo zajeti, da bom bolj umerjeno zdaj povedal.
Prvo kot prvo sem pričakoval odgovor že v uvodu, drugo se pa ne morem strinjati s to grobo oceno. No. Mislim, govorimo o proračunskih sredstvih, govorimo o evrih in odgovor je groba ocena 50 000 na leto. Jaz predvidevam, da če se kamioni gor vozijo, da je to nekje zabeleženo, da se točno ve, koliko ena fura košta in ta podatek se da verjetno pridobiti, a ne? Tako da tukaj bi res prosil, da sej ne pričakujem, da bo letos, ampak da je drugo leto tale del malo drugače razdelan, pa malo bolj konkreten, ker danes praktično smo tam, kar smo. No. To, kar piše noter, v prihodnosti bo vse skupaj. Hvala. Hvala, beseda ima Karla Urh. Jaz bi mogoče se navezala kar naprej na Sandija. Tudi te izgube, ne, vodne, kje se je to zgubila. Veste, jaz imam vprašanje, kdo lahko odpre hidrant in iz hidranta tanka vodo. Tam, drugam, kamorkoli. In potem pusti malomarno odprte, pokrovčke in tako naprej. Vse konc koncev se zarazi potem enkrat lahko. Tudi te kontrole ali pa tega nadzora ni. Večkrat se peljem, kje pa vidim, da pokrovčki od hidrantov so enostavno na tleh ali pa, ker seveda tistim ljudem, ki to črpajo iz tega oziroma koristijo to vodo, pa torej dvomim, da lahko, ampak jo. Tukaj gre kar precej vode mimo in sem prepričana, da mogoče tudi nekateri služijo na ta račun, skupni račun. Tako da se strinjam s tem, koliko te grobe ocene so oziroma jih ni, tudi na planini zmanjka, pa se peljejo pa tako naprej. Ali pa se tankajo razni bazeni in tako še kje. Jaz mislim, no, da hidrant ne more odpreti drug kot usposobljen gasilec ali pa mogoče, ne vem, povejte mi prosim, ker me zelo zanima. Drugače pa, kot sem rekla, zato hecati se s vodo, pa mogoče še vedno nekako v tem 21. stoletju nekateri nimajo s pipe vode oziroma čakajo, da jo pripeljejo. A veste, to je res pa, glede na to, da jo imamo dovolj, zaenkrat še. Kakorkoli že, tudi če jo plemenite s klorom. Mislim, da bi bilo prva stvar, da se pokrijejo tereni, ker te vode še ni, ker to je po ustavi pravica vsakega posameznika, da to ima. Hvala. Hvala, beseda ima Jože Korošec. Ja, eno kratko vprašanje. Zdaj ne vem, v preteklih letih je bila praksa, nekaj občine zagotavljala sredstva za vzorčenje dvakrat letno, se pravi imela pogodbo iz Kranja, ali zdaj to ostaja za naprej, ali je to slučajno ukinem bilo z letošnjim letom, no samo to me zanima, zdaj ne vem, nekaj zadnjič sem dobil podatek, da ne vem, če bo to še, ali zdaj je to pogodba bila sklenjena še za naprej za te vodovode, govorim za vaške vodovode, no, tam, kjer so, a je to. Hvala. Zdaj, neki so analize, ki jih delajo šolari, neki so pa analize, ki jih dela Nacionalni laboratorij za javno zdravje. In te analize so merodajne in te analize se konstantno delajo in pač voda je dobra. In skrbimo za to, da bo čim boljša in da bo pač voda v Kamniku še vedno in za vse večne čase najboljša. Tako da izvolite za odgovor še predstavnica koncesionarja, izvolite. Hvala županu za besedo. Bi šla kar po vrsti gospodu Siter Močniku bi odgovorila glede zunanjih izvajalcev. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je državna ustanova in izvaja vzorčenje, ima akreditirano tako metodo vzorčenja kot večino analiz laboratorijskih, tudi z novo uredbo o pitni vodi, ki nadomešča pravilnik o pitni vodi, je nekako še bolj strogo predviden, kdo te analize more izvajati, tako da ne glede na to, ali bojo javne komunale ali bo pač kakršnakoli druga oblika izvajanja javne službe, bojo v prihodnosti mogli imeti pač to vrstne ustanove. Ne bom zdaj rekla NLZOH, da ne izpade, da pač nujno nekdo more biti, ampak pač, da ima akreditirano tako metodo vzorčenja, ker do zdaj ni bilo. Lahko je vzorčil vsak posameznik, tudi sam prinesel v laboratoriju vzorc. Z novo uredbo je pač to predviden, da mora biti tudi akreditirana metoda vzorčenja.
Potem bi tudi gospodu Uršiču, ki je rekel, da od novembra naprej pač se voda vozi v Somarček in da je od novembra naprej enak tekst, je za marsikakšno stvar, mislim, za marsikakšno zadevo podobna stvar, zato se pač mi kot koncesionar pa občina trudimo realizirati čim več zadev iz programa. To verjetno lahko tudi gospod Štritov odgovori. Potem bi se zahvalila tudi na opozorilo za napako glede prodane, neprodane vode. Bomo preverili, to težko zdaj komentiram, bomo preverili, pa pač se potrudili, da v bodoče napak ne bo v programu in poročilih. To pa mislim, da je to. Hvala. Zaključujem. Še izvolite, gospod Štritov. Hvala, jaz bi samo še na zadnje vprašanje dodal, da kar se tiče vzorčenja oziroma analiz na vaških vodovodih, da v bistvu ostaja tako kot pretekla leta, se pravi, se je že vzorčil letos in se bo še naprej, tako da ni tukaj nobene spremembe. Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme program oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik za leto 2024, obdobje 2022-2025. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 23 svetnic in svetnikov, proti 4. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.